Pozdravljeni v novi epizodi Simple Life podcasta. Z vami sem prehlajen Jure Peher. No, v glavnem, tale bo zelo kratka. In v bistvu hočem podokumentirati samo eno zadevo, ki se mi je zgodila v ponedeljek. Danes je 23. marec, to se je zgodilo pa v ponedeljek 21. marca, če se prav spomnim. Ja. No, v glavnem, zdaj imam neko novo službo in pol med vikendom, oziroma iz petka na nedeljo, jaz razmišljam o tej novi službi, pa veš, ta del mi ni najbolj všeč, pa del mi ni najbolj všeč, pa a bi jaz res to rad počel s svojim lifeom, pa a veš, vse te misli, mislim, jih je bilo tudi veliko pozitivnih, nekaj tako ful dobra priložnost, pa ogromno bi se naučil kle, pa v bistvu je pač v redu služba. V redu služba. Ampak, a veš, pa jaz razmišljam, ja, bi delal mi svoje projekte, pa iz unih probo kaj narediti, pa veš, če en svoj projekt spelem, je pol to moj projekt, je pol, a veš, nekaj, kar sem ustvaril in je tam in potencialno nos cash tudi, če grem jaz za en mesec na morje. A veš, če pač narediš eno spletno stran, ki je avtomatizirana, lahko ta nos cash, oziroma z drugimi besedami, lahko ta daje vrednost obiskovalcem in strankam tudi, ko jaz sem na morju, ne? Ker je zadeva avtomatizirana. No in pol jaz to razmišljam o vseh teh zadevah in do ponedeljka zjutraj imam jaz v svoji službi predstavo, da moj bog, a res, to je zdaj moj life, to je ta služba, zakaj jaz sem hodim. In kar se je pa pol zgodilo, pazi to, pol, ko sem bil prehlajen, dvignem telefon, pokličem sodelavca, da mu povem, da bom danes od doma delal, oziroma da pač se ne počutim najboljš, da bom doma, ampak da lahko od doma kaj naredim. In, a veš, z vsem tem v glavi ga jaz tako kličem in pol se jav in v trenutku, ko sem njegov glas slišal, pa, a veš, človek niti nima nek poseben mehek in pomirjujoč glas, ampak pač glas, tako kot vsak od vas glas. Pač en glas sočloveka. In pa se on živjo in v trenutku je vsa ta drama, ki se je meni odvijala v glavi, vsa ta psihološka drama, rečemo temu, oziroma kakor Sadhguru temu prav, je izpuhtela. V trenutku, niti ne v eni sekundi, v trenutku ni bilo. Vse to, kar sem jaz med vikendom razmišljal, pa to, a veš, pa ves ta grd stvor, ki se mi je ustvaril v glavi, ta, a veš, temačen skupek misli o tej moji službi, je bil laž, je pač tako, to ni obstajalo, to se je samo v moji glavi dogajalo. In v trenutku, ko sem spet prišel v stik z, recimo v tem primeru, sodelavcem, je ta zadeva izpuhtela, tako prav v momentu. In tako, what the fuck, a te misli, to je bilo vse laž in zato, ker sem jaz to dovolil, zato, ker nimam, rečemo temu, izurjenega uma, ker ne znam v bistvu, ker nisem jaz šef svojih misli, ampak so one moj šef, tako rekoč, se je pač to zgodilo in se je pač ta gmota teh negativnih misli ustvarila in kar rasla čez vikend, dokler jaz v ponedeljek mal da ne, a veš, nisem bil pripravljen pustiti te svoje službe. What the fuck? What the fuck? In pa, ampak glih tole, da v trenutku, ko je pa ta gmota teh misli se srečala z resničnostjo, je pa ni mogla več preživeti, je sam zginila, bila takoj instantno uničena. In da to hočem reči, da če mi, oziroma zase govoril, čim bolj jaz živim v tem svetu,
A veš, da zdajle recimo jaz ne razmišljam o ničemer drugem kakle. Lej, kar je zame zdajle res, je to, da sedim na tele, kaj je to, telovadna joga, telovadna podlaga, sred dnevne sobe, imam mikrofon v desni roki, slušalke na glavi in govorim o svoji izkušnji iz nedelje oziroma iz petka na nedeljo ali na ponedeljek. In to je to. To je zdajle moja resničnost in nič drugega. To je to. Vse misli, ki mi zdajle hodijo po glavu, ki zdajle niti ni, ki ga govorim, pa obenem težko razmišljam, vse misli načeloma so sam neka domišljija, sam nekaj, ki se meni v moji glavi odvija in nima nobene podlage v resničnem svetu. A veš, tudi če jaz razmišljam o resničnih ljudeh, pa resničnih službah, pa resničnih karkoli, a veš, je samo razmišljanje o tem, je pač iluzija, laž, ni res, je pač samo razmišljanje o tem. A veš, dejansko, pa me je malo sram priznati, da še pri 31 letih nimam tega pod nadzorom, da moje misli so samo to, so moje misli, ki se odvijajo v moji glavi in nimajo veze z resničnostjo. Resničnost je pač to tukaj. In to, kar jaz razmišljam, je tako. Tudi če ne bi razmišljal, bi bilo isto. Ajde, če sem v službi, pa imam nek problem za rešiti, a pa v lastnem življenju, če imam nek problem za rešiti, pač grem, razmislim zadevo in najdem potencialno rešitev. Razmišljanje je ful fajn v tem primeru in bolj, kaj človek brihten, boljše je. Nobenega dvoma tukaj. Ves preostanek časa je razmišljanje sam problem. Tako res, preveč razmišljanje je tako en največjih problemov, ki ga imam jaz, pa potencialno človeštvo trenutno, veš, smo prepametni za svoje lastno dobro, rečemo temu. No in evo, to se je pač meni zgodilo iz nedelje na ponedeljek, da ne vem, če sem kdaj bolj nazorno to doživel, da sem začel o neki zadevi razmišljati in da se je pol tak ogromen skupek negativnih misli ustvaril, da se je meni čist predstava o resničnosti popačila do te mere, da sem jaz hotel v ponedeljek basically, sem razmišljal, a bi jaz to službo pustil. In je tako, mislim, vse je lahko še vedno, sam dej človek razmisli trezno, razmisli tako z jasno predstavo, z jasno sliko pred sabo in ne z neko popačenim stvorom, ki se je meni tako med vikendom v glavi zgodil, In pol sam, da je kolega rekel, živijo, je puf. Prav v momentu je zadeva izpuhtela. Jaz vam to ne morem, ne vem, kako ne razložim. Pač vse, veš, v moji glavi se je pač zgodila neka čist druga resničnost se mi je naslikala in jaz sem živel v tem in pol kar v enem momentu, puf, je to šlo stran. In pol, čakaj, takole je. Kakor da bi bil v temnem prostoru. Kakor da bi bil v črni sobi, v temni sobi in pol en tole naredi. In jaz zdaj vidim, tako kva je v tej sobi, prej pa je bilo vse črno. In to je bilo v ponedeljek. Živijo od kolega je točno to naredil. Je pač kakor da bi en luč prižgal in takole je, Jaz si pa čist neko drugo predstavo v glavi ustvaril in to hočem reči, da če jaz ne znam svojih lastnih misli nadzorovati oziroma da sem jaz gospodar mojega uma in ne obratno, to je tako fucked up situacija. Tako da folk, družba, jaz zdaj delam na tem, da pač dobim tale svoj pod lasten nadzor in da me ne bo več jebal v glavo.
To je pa to, kar sem zdaj hotel povedati. Tako da ja, uživite še naprej. Ajde.